Sem Nika Kramberger, zaposlena v UKC Maribor kot operacijska medicinska sestra. V danih razmerah so me premestili na reanimacijo, oddelek COVID-3, kar je za mene predstavljalo velik izziv, saj je to za mene tudi bila velika sprememba. Odločila sem se, da želim v tem času bivati v hostlu, saj nam je UKC Maribor nudil to rešitev. Pripravljeni so bili oziroma dogovorili so se, da nam ponudijo bivališče izven svojega domačega okolja. In zato sem se odločila za to, da zaščitim mojo družino, predvsem starše, ki so tudi v teh letih občutljivih, in pa svoje stare starše. Tukaj sem približno 3 tedne. Stike z družino ohranjam preko telefona oziroma preko Skypa. Starši so moj odhod sprejeli normalno, ker je to del mojega poklica. Tukaj imam tudi, spoznala sem nove prijatelje iz različnih oddelkov, kar je pozitivna stran tega virusa COVID-19. Povezali smo se z drugimi puncami, tudi skupaj ko se vidimo, si podajamo neke osnovne informacije o stanju, ker smo tudi med skupinami potem povezani in tudi odvisni en od drugega na delovnem mestu. Kot zaključek pa bi rada apelirala na vso družbo, na vse, ki mislite, da korona nedolžna, oziroma nekateri celo mislite, da je to laž, da tudi sama nisem verjela, dokler nisem videla na lastne oči, da so hospitalizirani ljudje, ki so mlajši ali celo stari isto kot moji starši. In dokler ne vidiš na lastne oči, si ne moreš predstavljati, da ta stvar sploh ni tako nedolžna. Zato vas prosim, da še vseeno strpno spoštujete ukrepe, ki so nam dodeljeni, da bomo skupaj premagali vse skupaj in da bomo tudi mi zdravstveni delavci na koncu manj obremenjeni in da bo to dobro za celotno družbo. Pozdravljeni, moje ime je Katja, zaposlena sem kot anestezijska sestra. Trenutno pa zaradi danih razmer delam v COVID-3, torej v reanimaciji z težjimi pacienti. Naš delovnik poteka dejansko trenutno kot ruski turnus, tako da delamo 12 ur dnevno, 12 ur nočno, potem imamo pa 2 dni za počitek. Delo moram priznati, da je zanimivo, ampak vseeno za vsakega mislim, da je to neka nova izkušnja. Vseeno se moraš priučiti stvari, pacientov ne poznamo, tudi samega virusa ne poznamo, zato je vsak dan znova neko učenje. Moram povedati, da vsi, ki mislite, da je virus kar nekaj, dokler ne vidite tega, stanje je res, pacienti so srednjih let, niso samo starejši, in je težko delati z njimi. Delo dejansko poteka z mešano ekipo, z različnih oddelkov smo bili dani v COVID-3. Tu smo mešane sestre, zdravniki, ki obvladajo situacije, se spoznajo na delo. Naše delo poteka zjutraj, na primer primopredaja pacienta, da se seznani, kaj se je dogajalo z njim čez noč ali dan prej. Paciente tudi obračamo primerno temu počutju oziroma dejansko klinična slika je taka, da so najbolj prizadeta pljuča, zato skrbimo, da je predihanost pljuč kar se da dobra. Delo zajema celotnega človeka in se mu moramo posvetiti res 100%, tistih 12 ur, kar smo tam, in mislim, da noben ne razmišlja sploh o ničemer drugem. Moramo pa se pohvaliti z odpustom naše prve pacientke, ki že sama diha. In mislim, da je to naše zadovoljstvo odtehta dejansko ves trud, ki ga vlagaš v svoje delo. Stanujemo v hostlu Pekarna, za kar se iskreno zahvaljujemo UKC Maribor, da nam je to omogočil. Dejansko smo ločeni od bližnjih, ampak mislim, da jim s tem samo pomagamo, ker naši starši niso več v najmlajših letih in so že tista rizična skupina, katera zahteva mogoče malo več previdnosti. Z domačimi se slišimo preko telefona, preko Skypa, poklepetamo.
Vseeno apeliramo na vse, da še vseeno ostajate doma, ker niso samo starejši tista rizična skupina, ampak virus ne izbira, tako da lahko zbolite vi, jaz, kdorkoli. In vemo, da smo že vsi malo nervozni in živčni, ker je ta karantena že predolgo traja, ampak skupaj mislim, da bomo zmogli premagati virus in da se čim prej vrnemo v normalno življenje. Pozdravljeni, torej sem Nikola Arnečič, srednja medicinska sestra, zaposlena sicer na infekcijskem oddelku UKC Maribor, trenutno COVID-1 enota. V bistvu sem bila med prvimi tukaj v hostelu, UKC nam uredil začasno bivališče, v katerem ne bivajo samo srednje medicinske sestre ali diplomirane medicinske sestre, med nami so tudi zdravniki. V bistvu vsi imamo doma družine, vsi imamo doma nekoga, ko nas čaka, kateremu žal ne moremo zaradi danih razmer. Eni imajo tudi doma otroke, mlajše otroke, katerim ne morejo. Z dano situacijo, glede na to, da smo tukaj, se pa sicer kar dobro spopadamo. Nekako medsebojno podporo si nudimo 24/7, zato ker vemo, vsi smo na istem, vsi smo v bistvu tam za ljudi v UKC-ju, vsi smo tam zato, da v bistvu pazimo na njih, da jim tudi ponudimo včasih roko sočutja, ki jim verjamem, da v teh težkih trenutkih tudi manjka, ko ni obiskov, ko so obiski prepovedani in ki so v bistvu tudi oni v karanteni. V bistvu mi razumemo njih, oni razumejo nas, ki smo trenutno tukaj. Zdaj, če malo pogledamo v bistvu moje delo srednje medicinske sestre na COVID-1 enoti, v bistvu je zelo odgovorno, ker moraš prepoznati v bistvu upad, vitalnih funkcij, saturacije, in moraš vedeti v bistvu, da ker pri covidu gre v bistvu, da udari na pljuča in da je v bistvu dihanje tista večja težava in moraš prepoznati v bistvu neke določene znake pri človeku, da vidiš, da nekaj ni okej z njim, da je treba, poklicati zdravnika, mu povedati in potem se v bistvu dalje v timu odločati, kako in kaj. Kljub temu, da pa smo tu seveda v hostelu skupaj, smo dodeljeni vsak v svojo sobo, kar pomeni, da se na dnevni bazi mogoče srečamo samo na hodniku, izmenjamo par informacij o pacientih, o delu samem, si mogoče ponudimo tisti nasmešek ali kakorkoli, zato ker v bistvu tudi mi, ko smo tukaj, ko bi naj počivali, ne počivamo. V bistvu naše misli, naša glava je pri delu v UKC-ju z pacienti, tako da v bistvu niso sestre, ko eni rečejo, ja, saj greš domov, se odštemplaš pa greš domov. Ni, sploh ne, zdaj v tej situaciji ni tega, žal, ampak se mi zdi, da mi smo si vsi izbrali ta poklic zaradi ljudi in smo tu za ljudi, tudi ko smo doma. Bi pa rada tudi poudarila, da kljub zelo dobri osebni varovalni opremi, ki jo imamo na voljo, smo tudi samo mi ljudje in v bistvu tisti strah pred okužbo z koronavirusom ostaja. In da bi rada tudi apelirala na ljudi, na širšo javnost, da ni vse tako na easy, kot izgleda, da v bistvu se lahko vsak okuži od najmlajšega do najstarejšega in da populacija pri nas ni populacija zdaj, da bi rekla, da so to samo starejši ljudje. Ja, seveda se najde kakšen nepokreten med njimi, ampak to so večinoma pokretni ljudje, ki jih vsakodnevno srečujete, verjetno, ko greste po opravkih. Tako da pazite se, držite se še ukrepov to malo časa, kaj še bojo, pa imamo to, bomo zmogli.